Jej, moram poiskati zobe, ka me nič ne razume, kaj je ljuha. Nekaj me v križu trga. Sej bo. Boš prespala kavo? Bom. Kaj poveš novega, draga prijateljica? Pisala mi je sestra z Drvenika. Pismo mi je poslala in v tem pismu je grozna zgodba. Hočeš, da ti ga preberem? Njen pokojni oče je pripovedoval temu, kaj mu je en prijatelj iz Neretve povedal. Rekel je, o moj Lujič, kar ima ime na tem svetu, tudi obstaja. Svet je in na svetu je vse, a ne? Tu pri nas v Neretvi je bil en človek, ki je umrl in bil pokopan v Trnovi. Čez 2-3 leta zatem je eden naših Neretvanov šel v Trst, moj mili in ljubi brat, da bi nekaj prinesel. Vstopil je v eno trgovino, v trgovini bo vse in še več. Razne dobrine. Pogleda lastnika za mizo in ga takoj prepozna. To je bil tisti, ki je že davno pokojen. Ja, pravi o njemu. Odkot ti tu, prijatelj, kako si? Živi se, prijatelj, dobro. Kako si pa ti? Slabo, prijatelj. Ničesar od Boga ni. Prišel sem po karkoli, s čimer se lahko prihrani. Ma, prijatelj, poznam te kot stari denar. Kako to, da si sedaj tu, ko pa si pred 3 leti umrl in bil pokopan v Trnovi? In pravi o njemu. O, prijatelj moj, jaz sem umrl, tudi Bog me je obsodil na veke vekomaj, tako da sedaj tu trgujem in imam vse. Tu bom za zmeraj, s tem, da vsako leto v Velikem petku preživim noč v svojem grobu. Ja, sicer pa, jaz bom tebi, prijatelj, dal toliko robe, koliko potrebuješ, če mi boš napisal pismo in ga vrnil, kakor se bomo dogovorili. In mu ta odvrne. Bom, prisežem na svoje oči. In skupaj napišeta pismo in zapečatita rok v Svetem petku. Potem je vzel robo in se vrnil v Neretvo. Vsi živi so se čudili, ker je prinesel toliko veliko robe. Tako je trgoval. Čez kratek čas je nastopil Veliki petek. Dan pred petkom je naoštril trnov po in rekel ženi, žena, če jutri malo zamudim, ne skrbi, moram do prijatelja v Trnovo. Zelo zgodaj zjutraj si na rame vkasal kol in odrinil za Trnovo. Prišel je do groba, ga odprl, on pa v grobu. Reče, prijatelj moj, lahko bi te ubil v treštu, ampak nisem hotel, temveč sem ti pomagal nabaviti robo. Sedaj ti pri Bogu ubij mene. In ni še uspel izgovoriti besed, do konca, že ga je ta zabodel s kolom. Takoj se je vstala kri in v podlake crknil, se prevalil in iztegnil. Njemu pa pri Bogu je ostal denar in trgovina, ter pošteno so vse do smrti. Blago tistemu, ki ve kako. Misliš, da je to mogoče? Take strašne zgodbe. Veš, kaj je bilo? Jaz imam eno prijateljico v Makedoniji. Marija, veš, kaj mi je povedala? To je bilo blizu, kaj ne sveta strahu. Pusti, vse tisto se ne pokvari. Da vam povem. Nekoč je živel neki mladenič. A me slišiš, kaj ti slabo slišiš? Ja. Samo malo nazaj. A ja, zube smo našteti. Nekoč je živel neki mladenič. Ni minilo niti leto pa pol, odkar se je bil poročil svojo nevesto. Ja, in vesel je bil, ampak to Bogo dete je umrlo. Ja. Premej duša. Umrl je otrok, veste, ampak ker je ženo tako zelo pogrešal, tako rad jo je imel, da je zato, da bi lahko bil z njo, postal vampir. Kaj?